sem jaz predolgo časa v tej situaciji, potem mene potegne tudi noter v to situacijo. In nisem ne v pomoč niti sebi. In zaradi tega je fajn, da se zavedate teh svojih položajev. Kako komunicirati, da vi sebe zaščitite, pa še vedno ste dober sogovornik. Če imamo neko zahtevno situacijo, da je nekdo, recimo, kaj svem, hudo prizadet, ne, je fajn, da mi do njega stopimo, ne, da se mu približamo. Jaz vas zdaj čutim, sem v vašem polju in ste s pogledom povezani in tudi s telesom. Ne. In za nekaj časa, da jaz razumem, kaj ona čuti, kaj doživlja, je fajn, da sem z njo. Potem se odmaknem, mogoče malo na stran ali pa samo položaj zamenjam. Ne? In probajte nekaj časa biti pozorni na to, da ste zamenjate položaje. Ko komunicirate, menjajte položaje, boste videli, koliko je to pomembno, kako to vpliva na vaše počutje. Ne? Hvala lepa. Potem recimo tudi situacije, ko vas nekdo nakrega. Ne? Ali pa pride ena situacija, da naredite eno neumnost, ne? Nekaj tazga, kar vi ne želite. Ne? Če boste vi zdaj sebe kregati, rekli, joj, koliko sem bila neumna, koliko sem, ste v bistvu sami sebe spet postavite v negativno vlogo. Na ta način, če se vi pa recimo, se bom pa tu nazaj šla, če pa vi recimo sami sabo komunicirate v tretji osebi. Da rečem recimo, Branka, so jo spet malo popipsala, sama zase rečem, sem slabo se počutam, so me nakregali, in uporabljam takrat tretji osebi. Da so njo tam. Ja, Uno, Branko. In si